Živijo sem in pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Danes sem za vas pripravila en poseben video in sicer na Instagramu ste me vprašali, če lahko posnamem top 5 make-up čopičev, ki so nujno potrebni za vsakega začetnika oziroma začetnico. Tako da sem jaz naredila svojo selekcijo 5 čopičev. Tukaj jih imam zbrane, bomo šli pač enega za drugim, vam bom povedala, kjer je za kaj. In pa zraven sem dodala še en pripomoček, ki po mojem mnenju ne sme manjkati v vaši make-up torbici oziroma med make-up produkti, in to je Beauty Blender. Tako da po mojem najbolj, da kar začnemo. In začela bom seveda s Beauty Blenderjem, ker gre za nanos tekoče podlage in je to pač prvi korak pri make-upu. Tako da, ja, Beauty Blender, to je taka gobica, zdaj tale ni zmočena, kakor vidite, je v bistvu dokaj mejhna. Taka čist mala, jaz imam jih ponavadi v črni barvi, obstajajo še ne vem, v kožni, rozasti, rdeči, zeleni. Ogromno barv imajo, ampak jaz preferiram črne, ker sem opazila, da se pri drugih barvnih velikrat pol barva njihova ven spira in enostavno me to moti pol, ko jih perem. Tako da jaz ustrajam pri črni. Ampak kaj je posebnost te gobice? V vsej moji make-up karieri, ne hecam se, dejansko v 2 letih, odkar se ukvarjam tako malo bolj konkretno z make-upom, sem probala veliko teh gobic in čist iskreno ne vem, če ji kjera res pride čisto 100% blizu. To je originalna gobica, to je bila v bistvu prva taka gobica, toliko mehka in za takšno uporabo na trgu. In vsi dupi oziroma nadomestki, ali kako ne temu rečem, so le približki temu. Zdaj, vem, da je draga, nekih 20 evrov nekaj tazga pride, ampak se splača in je vredna svojega denarja. Ful se jo na easy čist in pa ful lepo nanaša gor podlago. Lahko korektor zabrišete s tem, jaz tudi bakam, če veste, kaj to pomeni. Pač ta baking tehnika, se pravi, da si po podučki pa tem, kjer si nanesel korektor, v bistvu fiksiraš s pudrom v prahu. In ja, ok, če že gremo lih po vrsti, bom pol nadaljevala s tem velikim čopičem. Tole je v bistvu, jaz mu rečem fluffy čopič, ampak ker je ogromen, je primeren za nanos pudra v kamnu čez celoten obraz. S tem čopičem se fiksira celotno tekočo podlago, lahko tudi korektor, zamatira obraz, karkoli, kakor vidite, če primerjam zdaj z mojo roko, je v bistvu dost velik in pokrije veliko površino obraza, zaradi tega ga imam rada. In v bistvu z njim samo nanašam puder v kamnu, kakor sem rekla, z tapkajočimi gibi. Nikoli v bistvu ne vlečem, zaradi tega, da ne premaknem tekoče podlage, ki sem jo prej nanesla. Tako da ja, zdaj ta čopič je en no name iz eBaya za 3 evre, ful je mehek, ampak vem, da imajo podobnega pri Real Techniques in vem, da se jih zdaj zna dobiti tudi v DM-u, pa mislim, da tudi v tušu, nisem 100% ziher, ampak imajo ful podoben tale čopič, ima pa oranžno držalo in se ga definitivno splača vzeti. Niso dragi čopiči, so v bistvu ful ugodni za to kvaliteto, ki jo dobite. Se pa splača vzeti, kot pravim, ta velik čopič in pa mogoče pol kakšen tist set, kjer dobiš pa mečken več produktov oziroma čopičkov noter, ker niso, mislim, da te seti niso dražji od 25 evrov za 4 ali 5 čopičev. In ja, tale čopič je eden izmed teh prvih must have, tako da gremo zdaj naprej na naslednjega. Čopič za contouring. Zdaj jaz recimo vam lahko pokažem samo tega, ker uporabljam samo tazga od Zoeve. Imam 2 in uporabljam ta 2 čopiča oziroma pač enega od teh uporabljam na strankah in ta drugega na sebi. Zelo redko kdaj delam contouring s kjerimkoli drugim čopičem, če se mi res mudi ali pa ne najdem tega čopiča, eventualno z enim drugim, ampak ni toliko dober. Jaz vam priporočam tega oziroma čopič take oblike. Vem, da ima MAC podobnega, edino kar paste pri nakupu teh čopičev, ki so po stran odrezani za contouring, je to, da morajo biti ekstra mehki oziroma ne smejo biti pretrdi. Tako da, tole je, točno tale konkretno, je Zoevin 127 Luxe Sheer Cheek. Tako da, če vas zanima, pogledajte na njihovi uradni spletni strani ali pa na Beauty Bayu, pa si ga naročite. Zdaj, kar se tiče še Zoevinih čopičev, bom še to povedala, da so v bistvu ful kvalitetni in za svojo ceno ful ugodni.
oziroma če primerjamo kvaliteto pa ceno, so ful dobra investicija. Jaz jih imam po mojem zdaj že skoraj 2 leti, no, v glavnem skoraj 2 leti jih uporabljam in jih uporabljam na strankih, na sebi, na komurkoli, ki ga ličam in definitivno so vredni svojega denarja. Jaz jih skozi perem z alkoholom, globinsko, v glavnem še vedno so isti, kakor prvi dan, ko sem jih kupila. Tako da definitivno jih prečekirite. Ok, gremo naprej na tretji čopič. Tretji čopič je tale in če ga pogledate, v bistvu, kakor sem že prej ta prvega pokazala, je majčkeno manjši, malo je mogoče sploščen takole, ampak je še vedno dost fluffy, oziroma jaz temu rečem pač mehak, tak razpršen. Ta čopič jaz uporabljam za nanos rdečila za lička, bronzerja, karkoli, kar gre v bistvu nad contouring izdelkom na obrazu. Je pa ta čopič konkretno, v bistvu se je ime že čist dol zbrisal, ker je toliko star, da pa ga non-stop ga uporabljam. To je, mislim, da Body Soul iz DM-a oziroma Millerja, nisem ziher, pač ta njihova znamka, zdaj pa nema je Millerjeva ali DM-a. V glavnem 4-5 evrov nekaj tazga pride ta čopič, ful je dober, isto pereš ga, čistaš ga, pa bo še vedno obdržal svojo obliko, mehkobo in pa ful lepo nanaša gor produkt. Ne preveč, ne premalo, pa še lepo ga zabriše, tako da tale je tudi obvezno za imeti ga v svoji make-up kolekciji. Četrti čopič je še en čopič za obraz in sicer tale. In kot sem že prej rekla, tole je Real Techniques, mislim, da se imenuje Contour Brush, ampak jaz ga dostkrat uporabljam za highlighting. Zakaj? Zato, ker je dosti tanek, tak taper obliko, ne vem, kako bi to po slovensko povedala, pač k svečka obliko, no, tlele je malo širši in potem se oža vedno bolj proti vrhu in ful lepo nanaša, se pravi, highlighting izdelke za nanos, se pravi, osvetljevalca na najvišje točke na obrazu. Lih prav je velik, da pokrije pač to površino, ki jo more in pa lepo nanaša produkt, zelo je mehak, spet, tega imam tudi že po mojem 3-4 leta, po mojem že nekaj tazgano in je tudi super, super, super. Je pa res, da mislim, da ga dobite samo v kompletu z 3 drugimi produkti oziroma čopiči od Real Techniquesa, tako da mogoče alternativa bi bila en podoben tak čopič, ki pa pride, mislim, da, zdaj pa nema tega, mislim, da se zdaj tudi da dobi že samostojno. To je tudi v bistvu, to je njihov setting brush oziroma highlighting brush od Real Techniques. Isti način, na isti princip deluje kot ta, oziroma enega od teh vam jaz globoko, globoko in močno priporočam, da si ga nabavite, ker sta top za ceno in pa kvaliteta ne morete skoraj da boljšega dobiti, no, tako bom rekla. Ok, zdaj smo prišli pa do zadnjega čopiča in jaz sem se odločila, da za oči uporabim oziroma vključam samo en čopič. In to je čopič, ki mu jaz pravim čopič za zabrisovanje oziroma blending brush, se reče po angliško. In točno tak konkretno je spet Zoevin 227 Lux Soft Definer. Zgleda takole nekak, ja. V bistvu je tak dost fluffy, razpršen in predvsem mehak. Zakaj se zdaj ta čopič, oziroma zakaj najbolj priporočam ta čopič? S tem čopičem se da narediti tale make-up look, ki ga imam jaz danes. Vam bom itak enkrat v prihodnje posnela celoten ta make-up look, ki je bil by the way ustvarjen samo s temi 5+1 pripomočki. Ampak hotela sem povedati, da se da z enim takim čopičem narediti ful lep očesni make-up, ne rabite 1000 čopičev ali pa ne vem, recimo 4-5, kakor se jih ponovadi uporabi v kakšnih tutorialih. Tale čopiček je dovolj, da dosežete res hud očesni make-up in važno je to, da je mehak, da so ščetine dobre, da lepo zabrisuje in pa da se ne uniči, ko ga boste prali, ker če boste imeli samo en tale čopič, ga boste mogli velikrat oprati in očistiti, zato da se barva ob naslednji uporabi ne bo prenašala. Je pa res, da jaz vsaki svoji pač punci, ki pride na tečaje, na make-up, kakorkoli, vsaka, ki me vpraša, kjer je tisti must have čopič oziroma kjer čopič je vredno imeti podvojeno, je to ta čopič. Teh blending čopičev jaz načeloma pravim, nikoli jih ni preveč. Vedno bo en prav pršel, vedno bo še, jaz jih imam verjetno v svoji zbirki enih 8, 9,
pa še bi mi kakšen kdaj prav prišel. Tako da definitivno vreden svojega denarja. Mislim, načeloma ima vsaka znamka vsaj en tak primerek čopiča. Poglejte, mogoče pri Essence, tudi oni imajo nekaj v redu čopičev. Poglejte, mogoče pri Millerjevi znamki, pri DM-ovi znamki. Zdaj fajn je, če ga lahko mogoče kot tester odprete oziroma da pogledate. Vem, da Miller ima testerčke v zuniji, in ga lahko pošlatate, da vidite, če je dovolj mehak. Ker če je preveč trd oziroma so ščetine preveč skupaj zbite, ne bo lepo zabrisoval, ker bo pretrd za blendanje. Dejansko se ne da delati pol s tem in je stran vržen denar, pa tudi če so to samo 3 evri, je brez veze. Tako da jaz vam res priporočam, da si naročite magar tega Zoevinga, lahko tudi Macovga greste iskat. Mac ima, mislim, da 217, mislim, da se imenuje njihov, ki je tudi itak najbolj popularen ta blending čopič. Ful podoben temu in naredi svojo nalogo tako, kaj je treba. Ok, zdaj pa to je to za ta video. Jaz sem zdaj povedala v bistvu, kjerih 5+1 čopičev rabite vi v svoji zbirki make-up pripomočkov, se pravi, to so teli. In če vas zanima, oziroma definitivno bom enkrat to posnela, samo spodaj v komentarju mi napišite, če pač vas zanima, da čim prej to posnamem, ali vmes še kaj drugega. Tale make-up look, kakor sem že prej rekla, sem posnela z temi 5+1 pripomočki in ful na easy, ful je hiter, pa ful imate enih opcij, ki se jim lahko pač prilagajate glede očesnega make-upa. Ne mislite, zato ker je en čopič za oči vključen, da ste ful omejeni. Niste. To imate toliko enih opcij in možnosti, kakšen make-up narediti. Je pa res, da sem tudi prste pri tem uporabljala, tako da bodite pozorni, bom čez kakšne 2-3 videe v prihodnje posnela tudi tale make-up in ga objavila, da vidite, kako se to vse hitro da narediti. To je to za ta video, jaz upam, da ste uživali. V komentarju spodaj mi pustite, če imate mogoče vi kakšen drug predlog za must have 5+1 pripomočkov oziroma 5 čopičev. In ja, se vidimo naslednjič. Čau!